Živ in pa dobrodošli nazaj v novo epizodo, kjer predelujemo mojega Focusa RS-a. Danes bo kar en tak zelo zanimiv del. Prišle so namreč nove feltne oziroma poletni čeveljčki za Flogsterja. Tako da jaz predlagam, da kar zarolamo tale intro, pa se lotimo odpiranja škatel. 3, 4, Marjan, užen! Tole je zdaj že kar proti koncu našega Flogster projekta. Imam pa ene izjemne novice. Tole se je zdaj pripravljalo celo zimo in zdaj lahko končno povem, da smo uradni zastopnik za Rotiforum feltne. Tako da tele bele feltne, ki so trenutno na Flogsterju, grejo dol iz avta. Tlele za mano je pa že leten set Rotiforum Laser Felten, pa jih kar odprimo. Tole ne rabimo. Evo pa še plavalno kapco mu damo dol. Tada! Ti danes je pa prišel še en ekstra paketek za tele feltne. Tole je v bistvu tudi od Rotiforuma zadeva. Tole zgleda, kaj je ena velika pica. Tadam! Evo ga. In tole je v bistvu kaj en tak turbofan, ki pride na to feltno, ki jo bom zdaj imel za polet. Mogoče tisti, ki spremljate, bom rekel, bolj rally sceno, boste vedeli, pa tudi v DTM-u so imeli včasih take turbofane na feltnah, da so v bistvu več zraka spravili v bremzam. Zdaj ta zadeva na mojemu avtu bo predvsej bolj vizualnega namena, kakor kakšnega funkcionalnega. In že na prejšnjega Focusa sem si hotel tole gor dati, ker sem prvič to zadevo videl na Fiesti, od Ken bloka, ne vem, kjera točen gymkhana je bila, ampak ko sem jaz to prvič videl, sem vedel, da to hočem imeti enkrat na svojem Focusu. Tako da jo, danes je ta dan. Glej, kako to zgleda. Malo moram sicer še spucati, takole je v zadnje, evo ima take rebrca, zato da zgleda tudi malo funkcionalno deluje. Zdaj pa predlagam, da damo kar gume na feltne, pol pa čez še tele brand spanking new turbofane. Evo, pa smo spet pri kadilcu klele. Poglej ga, Raptorček. Prima. Pa šlo dol, veš, nav. Veš, kje? Ja, vidim, ja. Nekaj posred. Poj pa postopek montaže v bistvu čist preprost. Tele kvazi center loke odšraufamo, damo turbofane gor, zadevo nazaj zašraufamo in je to to. Evo, jaz se že par dni vozim in tole meni res hudo zgleda, ampak nisem pa še čist zadovoljen. Zdaj tale grafika ga že kar zelo dobro naredi, ampak manjkajo pa še napisi na gumah, tako da bo pol v bistvu tudi cel kolo optično večji izgledal. In se mi zdi, da bo res pasal na ta rally look od avta. Spet pa to še ni konc, tako da tudi tukaj nisem še čist zadovoljen. Sicer zadeva, ki me moti, je klele v zadnji. Moti me pa to, da mora tale feltna še kakšen milimeter, dva prideti malo bolj ven, ker zdajle je krno, se je skoraj poravnana z robom, ampak zgleda tako nabit dost v zadnje, veš, tako more, mečken malenkost morajo zadnje feltne ven, ni čisto tono.
Drugače pa izgled avta že kar blizu v bistvu tega, kar sem se želel. Tako v bistvu ta vizija kar lepo nastaja. Lej, se pa klele ful lepo vidi v bistvu, kako tale turbofan ven štrli od avta. In v bistvu zrak gre direktno klele noter. In pol ima ta zadeva tukaj noter take rebra in v bistvu dela tak vrtinc zraka, ki ga pol porine noter v bremze in v bistvu tako kar zelo praktično hladi bremze. Če ima pa kdo še kakšna vprašanja od telih turbofanov ali pa pač teh felten, ki sem jih dal zdaj gor, mi pa napišite kar v spodaj v komentarje, pa bom v naslednjem videu probal jih čim več odgovoriti. Tako, meni so rotiform feltne že od nekdaj všeč, še preden sem imel svoj prvi konkreten avto. Tako da to, da sem zdaj uradni zastopnik za te feltne, mi res ful pomeni in sem res ful vesel. Če pa še koga zanimajo te feltne, bom pa stisnil link pod tale video v description, kjer si lahko pogledate kompleten nabor felten, ki jih ponujamo in nam v bistvu pošljete popraševanje, mi se vam pojavimo nazaj z eno super ponudbo. Pa po moje vam od Vinyl Spec brenda, ki ga ima jaz pa še en moj kolega skupaj, sploh še nisem velikrat govoril tukaj v vlogu, tako da lej ti pokažem, s čim se je to začelo. Evo, kar Vinyl Spec v bistvu sploh je tale nalepka, ki jo imamo membri takole na šipi spredi v spodi in to je naliman na notranji strani stekla, ki je ena vinjeta. Fora te nalepke je pa, da imaš v bistvu ti gor podatke od svojega avta, se pravi firmo, model, motor, jaz imam še nickname, evo od Flokija, pol imaš barvo, kodo barve, letnik, kdaj je bil narejen, svojo srečno številko, moja je 37, pa svoj handle, pa QR kodo do svojega, jaz imam recimo do Instagrama. Tole je pa recimo serijska številka, tale je 170, kjer po vrsti je v bistvu ta Vinyl Spec. In s to nalepko sva z Gregom hotela v bistvu pokazati na nek eleganten način več podatkov od avtomobila, pa tudi njegovega lastnika. Ful je pa prednost, da si Vinyl Spec member. Vinyl Spec member postaneš v bistvu, ko si kupaš tako nalepko, ker v bistvu dobiš popust na vstop na naše evente, popust na naše produkte, ki jih ponujamo, katerih je pa kar veliko še na poti in s Feltnam smo v bistvu šele začeli. Link vinylspec.com vam bom stisnil v spodaj v opis tega videa, pa si malo pogledajte, to je v bistvu en tak naš hobi, ki ga delamo čisto z ljubezni do avtomobilov, pa upamo, da bo enkrat postalo tudi kaj več. Zdaj se pa pogovorimo, kaj v bistvu še ostane za predelati na temole Focusu. Zdaj lih kakšne želje, da bi ta avto imel 500 konj, lih nimam, me pa ful zanima, koliko ta avto dejansko proizvede moči. Zato, ker na papirju sicer res piše, da ima avto 350 konj, ampak jaz res močno dvomim, da ima ta avto 350 konj. Jaz bi rekel tam, da jih ima na valerjih ene 280, mogoče 300. Tako da, če kdo pozna kakšnega, ki ima valerje za 4 pogone avtomobile, kjer bi mi v bistvu lahko preverili, koliko ima moj avto dejansko konj, mi napišite v spodaj v komentarje, ker jaz bi to res rad pelal tja in stestiral, da vidimo, koliko je res, kar proizvajalci pravijo. Pa je pa še ena stvar, ful bi rad prebarval bremze na rdečo, tako da to sem pa tudi že zmenen, ker se mi zdi, da trenutno so bremze v bistvu edina stvar, ki je modra na avtu in bi z rdečo barvo precej bolj celovito ta moj dizajn zgledal. Vidiš, noter v avtu imam rdeče detajle, pa v bistvu povsod po avtu so rdeče detajli, pa imaš pa v bistvu klele modre bremze, pa mi res ni všeč. Preden pa zaključimo tale video, bi vam pa rad dal samo še en quick update glede Shelbyja. Deli od Shelbyja so že prišli, ampak imamo spet nov zaplet. Havba je prišla poškodovana iz transporta, tako da zdaj spet čakamo novo havbo in jaz upam, da čim prej pride, tako da lahko začnemo snemati tudi s Shelbyjem. To je to za danes. Ajde, čau!